Vas prav lepo pozdravljam in bi na kratko seveda opisal delovanje metode in organizacije UDBE, ker če bi hotel več povedati, bi preveč časa bilo potrebnega, pa tudi mislim, da marsikdo od vas že približno vsaj splošno ve, kaj je to bila UDBA. UDBA je skratka jugoslovanska tajna politična policija, ali bolje rečeno tajna politična policija komunističnega vrha Jugoslavije. Naziv UDBA, ki ima skrajno negativno konotacijo, je ponarodel po celi bivši Jugoslaviji, že za časa propadle Jugoslavije se je tajna politična policija v narodu in tudi udbovci sami so govorili o UDBI in o udbovcih. Gre pa za izpeljavo iz srbskega naziva UDB, Uprava državne bezbednosti. In iz tega potem UDBA, kot neka okrajšava. V Sloveniji pa UDB bila takrat, ko je bila UDB v Srbiji, je bila v Sloveniji UDV, Uprava državne varnosti. Potem je pa, pravzaprav UDBA je nastala sicer maja 1944, ampak takrat se je drugače imenovala, se je imenovala OZNA. Ravno ista vsebina, prav tako tajna politična policija, OZNA, oddeljenje, oziroma slovenski oddelek za zaščito naroda. Kot sem že rekel, ustanovljena 13. maja 1944, je bil potem državni praznik varnosti v Jugoslaviji. Ustanovitev OZNE, oziroma lahko rečemo kar UDBE, ker tudi tajna politična policija danes na splošno govorimo o jugoslovanski UDBI. Potem leta 1966 se pa spremeni UDB v UDB v SDB, se pravi Uprava državne bezbednosti v službo državne bezbednosti, v Sloveniji pa v SDV, službo državne varnosti. In po tem imenom je propadla, skupaj seveda z bivšo socialistično Jugoslavijo. Propadla je ne samo na zvezni ravni, kot je jugoslovanska UDBA, s centrom v Beogradu, ampak tudi republiške UDBE so hkrati s tem propadle. Čeprav glede na to, kako se je Jugoslavija ločevala, so neke datumske razlike v propadanju tudi tajne politične policije v Jugoslaviji oziroma po posameznih republikah. Na čelu UDBE, zvezne UDBE, jugoslovanske UDBE, je bila zvezna uprava UDBE, v Beogradu seveda, in zvezni načelnik UDBE. Moram reči, da po vojni so bili Slovenci zelo močni v zvezni UDBE. Če povem samo recimo ime Edo Brajnika, Egona Kondradija, to so bili vsi, potem še je bil Pero Grizek, to so bili močni Slovenci, ki so delovali v beograjski, oziroma v centralni jugoslovanski UDBI s sedežem v Beogradu. Zvezni načelnik UDBE je direktno odgovarjal notranjemu ministru, ker je bila UDBA sestavni del uprava v sklopu notranjega ministrstva jugoslovanskega. Notranji minister je potem odgovarjal političnemu vrhu, predvsem Josipu Brozu Titu, po njegovi smrti pa ozki skupini komunističnih voditeljev Jugoslavije. Vse 6 republik je imelo svojo lastno UDBO, republiško UDBO. V Ljubljani, seveda sedežem v Ljubljani. Bile se pa še 2 UDBIci v Vojvodini pa na Kosovu, se pravi, tudi avtonomne pokrajine so imele svoje UDBE. Vse te UDBE, republiške in pokrajinske, so bile vezane na zvezno UDBO v Beogradu, so poročale neprestano v zvezno UDBO. V arhivu Slovenije se vidi, praktično vsak dokument piše tudi, gre v Beograd, v eno izmed tistih oddelkov zvezne UDBE v Beogradu. Skratka, iz tega razvidno, da je UDBA torej poročala notranjemu ministru, ta pa naprej politični vrhuški komunistični, torej UDBA je bila v rokah ozkega kroga vrha političnih voditeljev komunistične diktature. UDBA je bila tudi samo ena uprava v notranjem ministrstvu, ampak najpomembnejša uprava, ker je pač UDBA vzdrževala, pravzaprav največja instrument za vzdrževanje diktature v Jugoslaviji je bila ta tajna politična policija, ki je preprečevala možnost razvoja kakršnekoli opozicije, oziroma je z njo obračunavala. Se pravi, njena naloga ni bila borba proti tujim obveščevalnim službam, kar delajo normalne tajne policije, ampak predvsem je bila njena borba
proti sovražnikom, predvsem proti recimo cerkvenim strukturam v Sloveniji, recimo, ne. Potem proti notranji opoziciji, resnični ali potencialni ali celo umišljeni, kakor se včasih smo to umišljeno opozicijo so se obračunavali. Potem proti politični migraciji delovala, se pravi proti drugače mislečem v migraciji, proti slovenski, hrvaški, srbski, makedonski, albanski migraciji in proti informbirovecem, tistim, ki so se leta 1948 v spopadu Tito Stalin upredili za Stalina, ali pa je partija mislila, da so se upredili za Stalina in so jih preganjali, ker vemo, da na Golem otoku je bilo mnogo nedolžnih ljudi tudi, ne. Mislim, nedolžni v tem smislu, da niso bili za Stalina, ne. Skratka, šlo je za tajno politično policijo, tle ni nobenega dvoma. Ravno, mislim, da v nedeljskem dnevniku v sredo sem bral nek bivši udbovec, visoki udbovec Anton Stiponič ima intervju in pravi, da je bila to obveščevalna služba. Ni bila obveščevalna služba, ne. Bila je tajna politična policija. Zrasla je neposredno iz stalinistične tajne politične policije. To je bila kopija stalinistične ali Stalinove tajne politične policije, ker so se tudi šolali že med vojno v Rusiji oziroma v Sovjetski zvezi nekateri naši politiki, udbovci, recimo Mitja Ribičič, Ivan Maček Matija in še kdo drug. Zato ni nič čudnega, da je po vojni, takrat še udba, OZNA, po odločitvi Tita in ozkega partijskega vrha tehnično izvedla množične poboje, 10 000 razrednih sovražnikov. Moram tu še nekaj povedati takoj, ne. V prejšnjem režimu, propadnem režimu niso poznali nasprotnikov, poznali so samo sovražnike. Ni bilo nasprotnikov, ni bilo drugače mislečih, bili so sovražniki. In te je bilo potrebno brezobzirno fizično ali kako drugače onemogočiti ali uničiti. Zdaj treba še nekaj vedeti. Vse mednarodne operacije, ki jih je delala UDBA v tujini, naprimer likvidacije, ugrabitve, podstavljanje bomb, pridobivanje agentov v tujini, so bile strogo nadzorovane in vodene iz Beograda. Nobena akcija v tujini ni mogla nobena republiška UDBA narediti samostojno. Vedno je mogla dobiti pristan Beograda in Beograd je nadzoroval in bil vsem obveščen. Seveda to je bilo zato, da ne bi prišlo do mednarodne kompromitacije. Ker tajna politična policija, ki deluje v tujini, se lahko kompromitira. Doma se ne more kompromitirati, ker ima zaščito, ne, režima celotnega, v tujini pa lahko pride do kompromitacije. In je prihajalo do kompromitacije. Eno izmed teh kompromitacij sem jaz opisal v knjigi in bom potem nekaj več o tem povedal. Bilo je pa tako določeno. Slovenci so pokrivali slovensko imigracijo, Hrvati hrvaško, Srbi srbsko in tako Makedonci makedonsko, Albanci albansko, vsak je svoje pokrival, da tako rečem, svojo narodnost. Pretežno. Čeprav so včasih tudi med sabo sodelovali pri nekaterih akcijah. Recimo hrvaška UDBA je bila tista, ki je organizirala likvidacije političnih nasprotnikov emigrantov v tujini. Slovenska UDBA je tista, ki je organizirala ali pa sodelovala pri 4 bombnih atentatih na dvojezičnem Koroškem. Potem recimo poskus ugrabitve slovenskega emigranta v Trstu, ki je zahteval samostojno Slovenijo, Franca Jeze, je neuspešno skušala izvesti slovenska UDBA. Prisluškovanje tajne preiskave pisatelja Borisa Pahorja v Trstu in njegove sestre izvajala slovenska UDBA. Tajne preiskave celo v Parizu, stanovanja imigrantskega duhovnika Ignacija Čretnika izvajala slovenska UDBA. Se pravi, Slovenci smo kontrolirali v tujini tudi Slovence. Tako je bilo nekako, to je bila takela politika UDBE. Zdaj se pa neke skupne akcije, kot sem rekel, ki jo tudi jaz opisujem v knjigi od 800 dni do pekla, ko sta slovenska in srbska UDBA skupaj načrtovali in izvedli ugrabitev srbskega poslovneža Bate Todorovića v Italiji. Seveda, vse operacije UDBE so bile tajne in zato so UDBovci in njihovi sodelavci ter informatorji, skratka vaduhine, delovali v največji konspiraciji. Zato je danes mnogo dokumentov, večina dokumentov UDBE je uničenih. In zato je težko v celoti dobiti uvid, natančen uvid v to organizacijo in še težje v njene vsebinske akcije. Vendar je toliko ostalo in vendar se da s poznavanjem režima kot celote
dosti dobro vendarle to mračno kraljestvo razgrniti slovenski javnosti dan danes. In jaz to pač poskušam. Zdaj bi dal pa še nek tehnični ali pa številčni podatek, da bi vi dobili neko predstavo, koliko je to vseobsežno delovanje UDBE v Sloveniji. Sej, potem bi lahko to ekstrapolirali na celo Jugoslavijo, bi dobili podobno številko. Leta 1978, ko je UDBA bila na višku moči, da tako rečem, ker morate vedeti, da leta 1988 UDBA aretira Janšo, ga preda vojaškemu sodstvu, vojaški tajni policiji oziroma vojaškemu pravosodnemu organom in takrat nastane odbor za varstvo človekovih pravic, ki začne razkrinkavati UDBO. In UDBA pride, bi rekel, jo damo na svetlo, jaz sem bil takrat zraven v tem odboru, jo damo na svetlo in njena moč se začne topiti. Tako da jaz smatram leto 1987 za zadnje leto, ki je bila moč UDBE v bistvu neomejena. V političnem smislu. Njeni podaljški nekje zveze povezave še danes obstajajo, ampak ni več tiste moči, kot je bila leta. Zame torej zadnje leto, najvišje zadnje neomejene moči UDBE je leto 1987 in takrat so oni, bom povedal podatke, UDBA je takrat tistega leta 1987 strogo nadzirala delovanje 1096 oseb. To so bile tako imenovane operativne obdelave, se je imenovalo, kjer so bile dovoljena vsa sredstva, prisluškovanje in tako naprej, to, kar bom pozneje povedal, vse te metode. Potem zraven so spremljali še 15.000, jaz govorim za Slovenijo, še 15.516 z njimi, s temi tisoč ljudmi, z njimi bolj in malo povezanih posameznikov. Poleg tega so upravili še 6.600 popolnih preverk ljudi, in 94.000 delnih preverk. Skupaj so torej v celoti v enem letu obdelovali in obdelali slabih 120.000 oseb v Sloveniji. To raboto, to umazano raboto je upravljalo okoli 700 zaposlenih UDBovcev v UDBI, slovenski UDBI, sedežem v Ljubljani in v 13 centrih UDBE po Sloveniji. Največji center UDBE je bila uprava, potem je bil center UDBE v Ljubljani, to je bil največji center, potem so bili tudi v Celju, seveda, Kranju, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Slovenj Gradcu, 13 jih je bilo, skratka, v Sloveniji centrov in uprava UDBE v Ljubljani. Torej, to raboto je upravljalo 700 UDBovcev zaposlenih v Sloveniji in okoli 3500 špiclov, Slovencev špiclov, v duhu. Če zdaj gledamo celotno obdobje po vojni, vidite, da je bilo 10.000 Slovencev je bilo v duški službi slovenske UDBE. Če je bilo v Sloveniji 2 milijona prebivalcev, pa če je bilo v Jugoslaviji 20 milijonov prebivalcev, če to približno pomnožite z 10, dobite neko številko, koliko je jugoslovanska UDBA z vsemi svojimi republiškimi in pokrajinskimi UDBami, koliko ljudi je zasledovala, maltretirala, nadzorovala in tako naprej. Do likvidacije, ugrabitev in bombnih atentatov. Niso bili delali z Štasjem, vzhodno-nemškim, ki je nek pojem za neko celovit nadzor nad ljudmi. Poleg tega morate vedeti, da smo v Jugoslaviji še eno tajno politično policijo, ki je bila po celi Jugoslaviji razpredena, tudi v Ljubljani seveda, to je bila vojaška politična policija, Jugoslovanske ljudske armade, po narodelu imenovana KOS. Je bila tudi močna in je tudi močno silila na civilno področje. Se vemo, da je proces JBTZ, zdaj bo 25 let, da je pravzaprav bil to skupno delo civilne tajne politične policije UDBE in vojaške tajne politične policije KOS-a. Poglejte, zdaj pa pogledamo metode, jih bom samo naštel, potem bom še kakšno posebej obdelala, bolj podrobno. Imela številne preiskovalne metode, zasledovalne, nadzorovalne in tudi klasične zločinske metode. Gre kar po vrsti, začenjamo z bolj mehkimi metodami, pogojno rečeno. Ljudi so klicali na razgovore, operativne, informativne, razčiščevalne, opozorilne in vse te razgovore so snemali. Dalje, uporabljali so registrirane sodelavce in vire, po domače jim rečemo špiclje, v duhi, v vojski smo rekli cinkaroši takim ljudem.
Potem, poštna, telefonska, telegrafska, telekontrola, tako domačen kot v mednarodnem prometu. Potem mikrofoni in fotoaparati in kamere v zidu ali kje druge za tajno prislušno in slikovno snemanje fotografiranje. Tajna preiskava, torej diranje prostore, v avtomobilih in tako naprej. Opazovanje objektov, zasledovanje s tako imenovanimi sledilci, kontrola gibanja vozil, izdelava tajnih tint. Mogoče se spomnite, da je Mitja Maršol sabo odnesel v London, so mu dali tajno tinto in tajno pisalo. Strupov, mamil, dokumentov, žigov, tiskovin, različnih falsifikatov. Celo tiskali so lažne imigrantske časopise, da bi za zlagano vsebino v teh časopisih sprli imigrante med seboj. Dalje so delali preverke, kot sem že prej povedal, analizirali so dosjeje, bilo je 100 000 dosjejev, potem so kompromitirali ljudi, potikali so stvari, izsiljevali so, onemogočali so pridobivanje službe, ljudje niso mogli službe dobiti, če so bili moteči za režim. Potem so pa še najbolj brutalne metode, ugrabitve in ilegalna zasliševanja, montirani in politični sodni proces in vezno sledeči strogi zapori ali celo usmrtitve, bombni atentati, v zvezi s tem izdelava razstreliva, tempirnih naprav, zažigalnih snovi in podobno. Masovne in posamične likvidacije, v zvezi s tem izdelava in adaptacija raznega streljnega orodja, specialnih orožij, projektilov in podobno. Jaz sem to vzel iz spiska metod in sredstev, ki jih porablja UDBA iz uradnega dokumenta, sem to prepisal, kar vam zdaj govorim. Najbolj spremljan posameznik v Sloveniji bil Edvard Kozbek. Najbolj nadzorovana inštitucija pa seveda Slovenska katoliška cerkev oziroma njeni pripadniki. Glede Kozbeka ne povem to, da je v njegovi smrtni posteli novembra 1981 v domu upokojencev na Bokalcah v Ljubljani, ko zaradi Alzheimerjeve bolezni ni več vedel za sebe, že dalj časa, je špionirala sodelavka tajne partijske policije s kodnim imenom Zala. In je čez 15 minut je prišla depeša na center SDV oziroma UDBE v Ljubljani, Kozbek je umrl. UDBA je najprej zvedla za Kozbekovo smrt. Ko je zvečer prišla k pokojniku žena Zdravka, jo je spremljala družinska prijateljica, drugače pa dolgoletna vaduhinja tajne komunistične policije s kodnim imenom Eda. Družinska prijateljica pride k smrtni postelji človeka. Samo za obdobje 1964-1965 je tajno produciranega materiala v Kozbeku za 7500 strani. Samo do leta 1965. Začeli so leta 1944. Ko je bil Kozbek še visok funkcionar Osvobodilne fronte slovenske, se pravi, neki koaliciji z komunistično partijo. Kodno ime, po katerem so ga spremljali, je bilo Bohinjski. V teh letih je največ poročil o njem za denar podal sodelavec tajne policije in slovenski pisatelj Jože Javoršek, med drugimi tudi Kozbekov vojni tovariš. Njegovo kodno voduško ime je bilo Pieté. Torej desetletja, od leta 1945-1981 je bil torej nadzorovan z mikrofoni v zidu, poštno in telefonsko in telegrafsko kontrolo, tajnimi preiskavami, sledenjem, okrožen je bil za 100 ovaduhov. Naštel sem 100 ovaduhov okoli Kozbeka. Tudi njegovi prijatelji, sodelavci, sorodniki in znanci, tudi iz tujine so bili pod raznimi režimi tajnih operativnih metod in sredstev. Čeprav večina arhivov o Kozbeku uničenega, sklepam, da je v celoti obsegal nekaj okoli 20 000 strani, se lahko iz tega, kar je ostalo, zelo dobro obnovi vseobsežno tajno politično nadzorovanje Kozbeka. Zdaj bo mogoče je šel na kratek prikaz teh dveh knjig, pa sproti še kakšno metodo UDBE razložil na konkretnih primerih. To je nemška izdaja knjige Od Belce do Velikovca, ki sem je izdal pri Mohorjevi družbi. No, to je zanimivo. To je sodelavec UDBE Žan, kodno ime Žan, drugače Milan Borič. Namreč, v tej knjigi Od Belce do Velikovca v prvem delu pišem o slovenskem imigrantu Janezu Toplišku, ki se je leta 1963 namenil priti ilegalno v Jugoslavijo, živel v Hagnu v Nemčiji in sabo je nesel razstrelivo in tudi propagandni material in je skušal s tem zrušiti
nedemokratični režim v Sloveniji izpostavil samostojno Slovenijo. Zelo utopična ideja, takrat leta 1963 in bil je pravzaprav one man band, kot bi danes temu rekli, in je prišel, in ko je šel ilegalno čez mejo, 3 so bili v skupini, on, Borič pa še en, 3 so bili in 2 sta bila sodelavca UDBE. In ta Borič je bil en izmed njih. In Borič mu celo razstreljivo preskrbel, tako, da je UDBA poslala po diplomatski pošti v München, v diplomatski torbi, oziroma nekem pač kovčku je poslala razstreljivo in žigalnike in na konzulat v München, kjer je konzul, nek Jurak, Slovenc, dal ta material Boriču in Borič je to predal Toplišku, kot da je ukradel na nekem svojem delovnem mestu, ker je delal v kamnolomu, in s tem je dobil neomejeno zaupanje Toplišek v tega Boriča, v bistvu je pa vse to organizirala UDBA. In Toplišek je potem, ko je šel čez mejo za streljivom, je bilo vse organizirano, na drugi strani so ga lepo točno čakali, kjer je čez prišel. Naprej, prosim. No in ko so prišli čez mejo, seveda se jih udbovci okružili, razorožili, ki so bili tudi oboroženi ti 3, seveda 2 sta bila itak sodelavca UDBE, in njega so zvezali z verigam, to je bilo nekje nad Belco, zato od Belce do Velikovca, to je nekje, ne vem, če gre zdaj iz Kranjsko goro, med Jesenicami pa Kranjsko goro je nek zasel Belca, to je nad Belcem, karavanška stran, tam je prišel čez, so ga čakali, so ga uklenili, 2 so zvezali z nekimi vrvicami in so jih pelali dol do avta, ker to je neka soteska, belška grapa, in njega so dali v avto, ki je čakal tam, te 2 sta pobegnila. Te stražari so streljali za njima in njega so odpeljali z avtom, oni mislili, da so jo ubili. Vse je bilo pa zrežirano, da bi on mislil, da sta bila ona ubita, ne da sta bila sodelavca UDBE. Tako je bilo vse zrežirano. In potem se ga odpeljali v Ljubljano, to je že slika v Ljubljani. Vidite, to je Toplišek, verjetno nekje na UDBI, z to robo, ki jo sabo prinesel. Vidite, tam so neki vžigalniki, radioaparati, pištole, naprej, prosim. Orožje in tako naprej. No, potem je bil sojen na 14 let, bil na Rabu, to je Goli otok, Rab, to ni Rab, KPD Rab je Goli otok, potem pa v Stari Gradiški, naprej. No, tlej je bil pa ubit, verjetno ubit. Z enim špajdašem je naredil neko provizorno lestev, splezal čez 5-metrski zid, čez električne žice in tako naprej se vrl izpustil, tam so ga čakali in dobil ne vem koliko, mislim, da 25 strelov je dobil telo. To njegova slika potem leži mrtev nekje tam. No, pa je druga zgodba, je pa Velikovec. Od Belca do Velikovca, to je drugi del zgodbe. To je pa bombni atentat, ki ga je UDBA organizirala v Velikovcu leta 1979. Izvedla sta ga pa Luka Vidmar, uslužbenec UDBE, centra UDBE v Ljubljani in sodelavka UDBE, mariborske UDBE, Marina Blaj. To sta njeni fotografiji. Naprej. To je soba v Velikovškem muzeju, Bramborskem muzeju. Vidite, tam je neka krogec na prvi gornji sliki. Tukaj Luka Vidmar z nogo potiskal eksploziv, nagnil se na pano, ki je bil težek 70 kg, in je hotel po ta pano podstaviti eksploziv, ki je bil tempiran na 10 uro zvečer in je eksplodiral pod njegovim nogama. Eno nogo mu je odnesel, njega je odnesel v zid, skoraj je umrl, težke poškodbe. Marina Blaj, ki je nekako stražarila, in še kustos muzeja, nek Avstrijec. Dve sobi stran in je zide podrl, sta bila tudi ona poškodovana. Kar hudo. Vidite, to so posledice te velikovške eksplozije, ki je seveda ga je organizirala in izvedla slovenska UDBA seveda z vedenjem jugoslovanskega vrha političnega in udbovskega, kar jaz v knjigi dokazujem. Naprej, prosim. To so pa dnevni posnetki, prej so bili nočni posnetki razdejanja v Velikovcu. To je pa dokument Staneta Dolanca, kjer
dokazuje, s katerim dokazujem, da po njegovih lastnih besedah, da za Velikovcem stoji Slovenija federacija, se pravi vodstvo Slovenije federacije, to je kronski dokaz, ki so zelo težko dobiti take dokumente, ne, upletenosti visoke, ker to niso, veste, pisni ukazi, vršte bombo, teh ukazov pisnih ali pa likvidirajte tega, to niso pisni ukazi. Vidite, in ta dokument je bil posredovan po Pitu in pa Janezu Zemljariču. Se pravi, da je bil upleten, iz tega se vidi jugoslovanski in slovenski politični vrh. Naprej, prosim. To so slike takratnih udbovcev, šef udbe je bil Ertl, ga vidite tam, zgodna slika, dajme nazaj še. Spodje je pa Janez Zemljarič, ki je bil takrat notranji minister. V času atentata v Velikovcu je bil Ertl šef udbe, Zemljarič je bil notranji, za ta ponesrečen atentat sta bila nagrajena. Zemljarič je postal takoj predsednik vlade, leta 80, Ertl notranji minister z najdaljšim stažem, 10 let je bil potem notranji minister. Naprej, prosim. No, to je pa izmenjava Luke Vidmarja, oziroma izmenjava Luka Vidmar in ta Marina Blaj sta bila sojena potem na Dunaju, sojena na 4 leta zapora in čez 2 leti zamenjena za enega avstrijskega vohuna, ki so ga naši ujeli tle, ko je obzerviral neka vojaška letališča. No, to je, zdaj pa ta najnovejša knjiga je pa 88 obisk do pekla, to pa opisujem zelo natančno, ker tle sem dobil ogromno dokumentov, pri Velikovcu sem imel zelo malo dokumentov, moram priznati. Tle sem dobil ogromno dokumentov z imeni in priimki, z vsem, kako je potekala ugrabitev, kako se je pripravljala ugrabitev srbskega poslovneža v Italiji, naprej prosim. To je glavni junak te knjige, ali pa glavna žrtev, no, tragična figura, Bata Todorović, srbski poslovnež in zraven njegova žena. Seveda ta družina je bila zaradi te ugrabitve uničena, ker je imel tudi 4 otroke in potem zaradi ugrabitve je prišlo do tega, da je ta družina pač preživela neko tragično obdobje. To so še slike Bate Todorovića na poroki z Ljiljano Todorović. No, ta slika je pomembna zato, ker na desni strani je Obren Đorđević, ki je v srbski udbi vodil to ugrabitev in je skupaj z Zemljaričem sta to načrtovala. Se pravi, Obren Đorđević je bil namestnik načelnika beograjske udbe, ne srbske, ampak beograjske udbe, Zemljarič je pa načelnik slovenske udbe takrat. In to je bilo leta 1975 in sta ona dva načrtovala to ugrabitev, uspešno načrtovala, v narekovajih uspešno, ne, ker s tem se ni zahvaliti. Izvedla je pa slovenska udba, operativno, naprej prosim. No, tega Bata Todorovića, ki je živel v Münchnu, so poslali tja gor slovenske sledilske ekipe, to je en tak primer sledenja, kako oni naredijo skico, ne. Imate v arhivu 51 strani opisa, kje se vse Bata Todorović po urah, kje se giblje, kam gre, kako njegova žena, otroci in tako naprej, to se pravi, pošljajo sledilsko ekipo in opazujejo, kje se človek giblje in razmišljajo, na kateri točki ga bojo ugrabili. Naprej, prosim. No, to je pa zdaj zanimiv dokument, v katerem piše, kdo je ugrabil Bata Todorovića. 25.2.75, akcija Jadran, to je ugrabitev Bate Todorovića in je spisek v arhivu 8 udbovcev, ki so neposredno ugrabili Bato Todorovića. To v severni Italiji, pred prelazom tunelom Brenner, obkolili so ga z 2 ali 3 avtomobili, so poskakali ven, so ga potegnili z avta, pri tem so ga tepli, so mu zbili zobe in tako naprej, omamili z nekimi omamljajočimi sredstvi, prepeljali v nekem tovornaku, v hladilniku čez mejo in potem ga tukaj ilegalno držali v Sloveniji 8 mesecev. No in tle so imena vseh, ki so sodelovali, tisti, ki so direktno ali pa tudi posredno sodelovali pri. Ker vi morate vedeti, ugrabitev je bila tako tajna operacija, da tudi v udbi niso vsi vedeli, kdo je, ne, niso vsi bili obveščeni o tej ugrabitvi. Samo tisti, ki so bili neposredno v tej akciji ali pa posredno udeleženi, so vedeli. Naprej, prosim. In zato so mogli podpisati, pogledajte, podpisali so zavezo, vsi udeleženci akcije, seznanje se s potekom akcije, Jadran, oklepajo Bata Todorović,
Vse zadeve s to akcijo so državna tajna najvišje stopnje. Zavezujem se, da v njih ne bom govoril z nikomer, niti v SDV, in da na noben drug način iz ničemer ne bom omogočil seznanjenje z njimi komorkoli drugemu. Vsaka kršitev zaveze ima za posledico takojšen odhod iz službe DV, državne varnosti, izključitev iz ZK, očitno so bili vsi člani ZK, in kazensko ovadbo. In potem so podpisi tistih udeležencev. 2 dni po akciji so mogli podpisati zavezo, da bojo molčali o tem. Naprej, prosim. No, to je pa zanimivo. Oni so potem Bato Todorovića ugrabili kot neka mafija, prepeljali tajno v Slovenijo in ga potem peljali v dom Maxa Perca v Ljubljani, ne vem, če poznate, to je na Kotniku dom milice, dom z policije, in so ga držali, vidite, v zadnjem 5. nadstropju. In on je preštel, ko so ga peljali, ne vem, to zdaj ne vem natančno kako, je preštel stopnice, ki vodijo od vhoda v to hišo do njegove sobe. Je on preštel, ker se to vidi iz njegovih lastnoročnih zapisov, je rekel, jaz sem bil zaprt v sobi 88 stopnic, je do tja vodilo. Zato sem jaz potem napisal, jaz sem šel štet, jaz sem šel štet, Vinko Gorenak mi je omogočil vpogled, ker je to še vedno seveda policijski objekt, ki je zaprt za javnost, in sem preštel in je točno 88 stopnic. Se pravi, človek je zvezan, ne vem, v kakšnem stanju so ga peljali in je preštel stopnice. Zato jaz pravim, knjiga naslov je 88 stopnic do pekla, simbolno, ker sam ga se je začel s to ugrabitvijo pekel, seveda, ki se je končal pravzaprav šele z njegovo smrtjo. No, to je ta soba, Moram pa, to so stopnice, vidite, to so te stopnice, ta soba, ampak morate vedeti, da je imel on okno in zavese so bile zagrnjene, skozi je gorela luč v sobi, on tega pogleda ni videl na to cerkev, na Taboru. In neprestano so bila 2 stražarja v sobi, zraven njega. In zasliševali so ga seveda neprestano. No, to je pa nek odvetnik, ljubljanski znana odvetniška familija, Šelih, ki ga je Zemljarič pooblastil, da začne špionirati Todorovićevo ženo, ki je seveda ostala v Münchnu, da bi poročal, kaj se dogaja v zvezi z njegovo ženo in kaj ona ve, kakšne informacije do nje prihajajo, kaj se je zgodilo z njenim možem, potem, ko je bil ugrabljen. To je spet neka zaveza, ki jo je podpisal Zemljarič na eni strani, na drugi strani pa ta odvetnik. In dali so mu kodno ime Šestan. No, to je pa potem seveda, ko so pa oni njega imeli, veste, v ilegalno zaprtega, oni niso mogli povedati, da so ga ugrabili. Država ne more povedati, da je ugrabila nekega človeka. In da ga ima ilegalno zaprtega, brez nobenih zakonskih, celo v prejšnji državi ni bilo možno to po zakonih delati. Seveda Udba je bila nad zakoni. In zdaj kako njega, ker so ga pa hoteli soditi, kako zdaj njega legalizirati, kot so temu rekli, uzakoniti, ker to je bilo nezakonito stanje, ki so ga oni sami povzročili s to ugrabitvijo. In so ga potem oni ene noči oktobra, se pravi, februarja so ga ugrabili in so ga držali do oktobra ilegalno zaprtega in ga zasliševali, potem so rekli, zdaj bomo mi njega legalizirali, uzakonili in so ga umamili neke noči peljali, oni mislijo, da ga peljajo v Italijo in mislijo, da so ga predali italijanski mafiji, v bistvu so ga pa nekaj nakrasili v neko hišo, kjer so bili udbovci, ki znali italijansko. In oni mislijo, da je v Italiji, da je nazaj šel v Italijo, da so ga dali mafiji v Italijo, Udba, in tam so mu so te grozili, da zdaj ne še pove, kar še ni povedal, in tako naprej. In potem so ga pa nekaj noči zopet vrnili, spet kot paket, so ga vrnili v hotel Žusterno, to je tam v Kopru, zvezali, prevezali oči, omamali, prevezali k radiatorju, lahko naprej, prosim, še naprej. To so slike, ker je potem ga je pa policija našla, ne Udba, ampak kao javna policija, ker so Udbovci sporočili javni policiji, ki tudi ni vedela, da je ta človek ugrabljen, javna policija tega ni vedela, da so prišli policaji, miličniki in so ga najdli v tej sobi. Udba sporočila, rekel, nek italijanskem glasu, nek Udbovc rekel, vostro amico, tej sobi je Bata Todorović, ki ga vi iščete, in so ga kao potem
naši miličniki najdli tam. In potem so ga dali sprovedli v Beograd, kjer so ga sodili in tako naprej. To so pa zdaj posnetki javne varnosti miličnikov, policije, te sobe, tukaj vidite, bil je zvezan z nekimi alpinističnimi vrvmi, potem je okoli oči imel prelepljene nekaj z nekimi leukoplasti, glavo prevezano, kot nek paket so ga kaj vrgli in ga kot odkrili in na ta način uzakonili, legalno najdli. Nekdo ga je pripeljal, ne ve se kdo, v Žusterno, in tako so ga oni lahko potem, rekel, uzakonili. Pa v sojenje tožilec zahteval smrtno kazen, da je rušil. Bistvo vsega tega ugrabitve pa bilo, da je tudi se vidi z dokumentov, da je jugoslovanski politični vrh v Udbi bil obveščen, da Todorović skupaj z Rankovićem da bi lahko pomagal finančno, ker je bil bogat človek, sposoben podjetnež, da bi z denarjem pomagal Rankoviću, da prije ponovno na oblast. To je bila neka teorija udbovska, ki je bila sporočena tudi predsedniku Titu in tako naprej. Jaz to dokazujem, da Tito vedel za to ugrabitev, imam dokaze iz predsedstva SFRJ in tudi iz nekega sestanka na Brionih. Sem dokazal, da Tito vse to vedel. Seveda je vedel, ampak težko dokazati, da je vedel, veste. Mi vemo, da povojne poboje, da so odredili, pa nimamo pa dokumentov, pa zato ni, ker so bili verjetno, če so sploh bili, pa so bili uničeni. Še nazaj prosim. No, to je sojenje, on dobi 20 let in potem odsedi 9 let, na smrt Golan ga spustijo, potem na prostosti v bistvu umre. Zelo kratkem času, to je njegova zadnja fotografija, jaz sem spostavil stik z družino in sem dobil tam še neke dokumente, mislim, te zasebne dokumentacije. Spostavil sem stik z njegovim odvetnikom, Krgovičem, ki živi zdaj v Savudri in tako da sem res ogromno dokumentacije, zapravim, da je knjiga zelo dobro dokumentirana. Jaz moram reči, da doslej še nisem videl knjige v Udbi, da bi, seveda se je veliko pisalo v Udbi, pa tudi v likvidacijah, v ugrabitev, ampak v nobeni taki zločinski akciji ni toliko dokumentov, kot sem jih jaz našel v arhivu. Da lahko tako dokumentirano opišem eno tako hudo zločinsko dejanje, kot je ugrabitev in ilegalno zadrževanje in zastraševanje, kot je v primeru prav Bate Todorovića. Želeli bi si, da bi tudi za druge svinjarije, ki jih je počenjala Udba, imeli toliko dokumentacije, pa žal je večina uničena. No, to je njegova zadnja slika, pred smrtjo, ko je prišel v zapora. To je njegova družina, 2 hčerke, imel 4 hčerke. In to je pač ta neka dosti tragična usoda tega človeka in njegove družine. To opisujem natančno v knjigi. Mislim, to konc. Dobro, ko smo že pa tukaj, bi pa sam še eno zanimivost povedal, preden bi dal vam besedo. V tem domu živi tudi sedaj Janez Dešar, verjetno ga mnogi poznate. V tej knjigi ima kar precejšno vlogo od Belca do Velikovca, jaz sem z njim spostavil stik, sem imela pogovor in tako naprej. Ampak ena druga zanimiva stvar, ki jo pa nisem vedel, ko sem pisal knjigo o Kozbeku. Namreč, najdel sem jaz dokument, da tako povem, Kozbek je šel leta 1974 v Pariz, k sinu. To je bilo v tistih pripravah na njegov znameniti intervju za Tržaški zaliv, kjer je povedal o svojih domobrancov. In ko se je vračal iz Pariza, je šel v München. To je bilo že v januarja 1975. Se je vračal preko Münchna in se je dobil z Dešarjem in Rozmanom, 2 emigrantskima duhovnikama v Münchnu. In on je že bil takrat zelo daleč, da to napiše o teh povojnih pobojih. Čeprav je to težko narediti, on tega ni mogel objaviti v Sloveniji, mogel je tudi Trst, Boris Odpahovje. In je potem on rekel, z Dešarju pa Rozmanom, ki so bila duhovnika, fanta, sta mi dala odvezo. Se pravi, on je čutil neko osebno odgovornost za povojne poboje, ker je bil takrat v vrhu te oblasti, čeprav ni imel te moči, on pravi, da takrat ni vedel, da se je rekel karkoli. In potem jaz berem dokument, da je v Ljubljani Udba prišaškovala na nadškofiji in Lenič pravi, da je bil Kozbek, to je bilo po tem sestanku z Dešarja pa Rozmana s Kozbekom, čez kakšen mesec pravi Lenič, se pravi, mislim, Božni škof ali kaj takrat,
Lenič prav na sestanku nekega cerkvenih dostojanstvenikov slovenskih na Nadškofiji v Ljubljani pravi, Kocbek je rekel Zdešarju, a mi date odvezo fanta, ne? Te dva duhovnika. In zdaj sem Zdešarja vprašal, kako je mogoče, vi ste bili trije v Münchnu. Se pravi, Janez Dešar, Rozman pa Kocbek, sami ste bili v Münchnu, verjetno tam težko, da je hudba prisluškovala v tisti sobi, ker ste pač ljudi. Kako je Udba zvedla za to, kako je Lenič, kako je prišlo do te... Sem se malo zapletel, ampak zgodba je zanimiva, ker je Zdešar o tem obvestil Leniča v Ljubljano, ne? In Lenič je o tem poročal na škofijskem sestanku in Udba je imela prisluškovalne naprave na Nadškofiji. In tako je Udba prišla do nekega zaupnega podatka, ki ga tista trojica ni povedala v Udbi, ne? Ampak je posredno, ne, preko tega prišla do tega podatka. Hočem reči, kako je bil to nek sistem, kjer nismo mogli obejšati. Ti si nekje na samem pogovarjal, si nekomu to povedal in nekje je to Udba, na neki točki Udba je to do te informacije prišla. In o tem Udba poroča potem slovenskemu političnemu vodstvu, Kardelju, Dolancu, Popitu, Šetincu, Ribičiču, ne? Da to informacijo. Kaj je Kocbek govoril v Münchnu tem amerikanskem duhovniku, ker je to prišlo preko, hočem reči, kako je Udba delovala, ne? Praktično ne mogoče bilo kaj skriti, čeprav se je dogajalo nekje daleč izven Slovenije. Jaz bi se končal, če bomo kakšna razprava, vprašanje, izvolite. A smem jaz? Izvolite. Jaz sem danes že, torej na drugem takem predavanju, jaz sem bil že rek, ko ste predaval v teh zadevah, in smo dve knjige kupil, ne. Mogoče se dodatek še povedal to, da v tej knjigi 88 stopnic do pekla, tukaj noter sta posebno dve zgodbe, ki sta mene še posebno zanimali. In sicer zato, ker je en moj prijatelj bil tudi udeležen kot inšpektor, zvezni devizni inšpektor, in je tudi nadziral Bato Godorniča. Druga zgodba, ki pa ni upisana, bi jo pa jaz samo še za odzirk povedal, in gospod Omer zato ne ve, da poznam enega človeka, pravzaprav to je moj prijatelj iz Škofje Loke, ki je pa pelil Nika Kavčiča, katerega tudi not opisujete, in je tudi zanimivo, ker v to dimenzijo zdaj niste razlagal te knjige. Nika Kavčiča je pelil v prtljažniku, leta 72-73 je to se zgodilo, v Nemčijo, ilegalno. Namreč Niko Kavčič se je takrat umaknil kot visok bančnik in tako naprej, je prišel v nemilo službe, čeprav je bil sam v vodstvu, ne, je prišel v nemilo službe in je potem ga ta moj prijatelj pelil, ker je bil pa na začasnem delu v Nemčiji, ilegalno v prtljažniku v Wolfu v Nemčijo. In on je bil potem gor mogoče 2 leti, da bi dali v gor, pa nekaj manj. Ne. Ali pa manj, mogoče. 3-4 mesece. Ja, mogoče tako. No in se je potem spet vrnil nazaj, ko je spet teren bil tukaj le, rekel, spet za njega čist. Jaz sem obe knjigi prebral. Moj prijatelj je tole knjigo 88 stopnic do pekla bral 2 dni nepretrgoma, tako je ga to vleklo. Za mene je bila pa še bolj zanimiva kot delno poznavalcu te problematike, namreč jaz sem bil predsednik komisije za raziskovanje dvojnih in dvojnih pobojev v Škofji Loki. Za mene osebno je pa še bolj zanimiva knjiga od Belce do Velikovca, ker je noter, je bolj strokovno napisano, ni to zgodbe, ampak je bolj so podatki o posameznih dejanjih udbovskih in tako dalje. Tako da jaz bi to knjigo, obe knjige izredno priporočil, ker nima ta samo, bom rekel, pripovedno ali pa pripovedno vrednost, ampak predvsem tudi polno podatkov, ki jih boste dobili, so trajne vrednosti. Gospod, jaz bi vas vprašal v vezi črnega fonda od VOS-a.
ko je Janševa oblast takrat razkrila črni fond in to je, da je to na sodišču od leta 2006. In kaj bo zdaj s tem? Ali bo elita to na sodišču dala pod preprogo ali bo končan epilog v korist demokracije? To ne morete vi povedati. Kaj bo sodišče na kjeri fazi? A za tega bata Todorovića? Mislim, jaz ne vem, kjera dokumentacija o tem obstaja. Ker jaz gledam dokumentacijo do leta 1988. Do nekako sem si začrtal neko. Ker ta gospod je bil še, ko je bil mesto Katarine Kresal, šef liberalne demokracije. On je bil v vodstvu takrat. Ja, Celjan, Podbregar, ampak on ni bil Udbi, ne, on je bil, to je že poznej, ne, to je že Sova, ne, to ni Udba več, ne, Podbregar ni bil Udbovc, ne, saj ne bi jaz vedel, no, on je bil vojaški pilot, ne vem, kaj je bil, ampak kaj mene bolj moti kot to, ker mene bolj moti to, najbolj me to, da so bili dokumenti večinoma uničeni. Tudi te stvari, pa ne te, ker to so se zgodile pozneje, kar vi govorite, ne? Ampak tudi te stvari o raznih tajnih fondih, finančnih in tako naprej, transakcijah, 90 ali 70-90% dokumentacije Udbine je bilo uničene. Ne vemo točno koliko. In jaz sem najdel dokumentacijo, ki natančno terminsko kaže, kdaj so tudi v Celju uničevali. In uničevali so še aprila leta 90, pred nastopom prve demokratične vlade, ko še ni bilo vlade nove Demosove vlade, ki je že zmagala na volitvah, je bilo največ materiala uničenega. Spomnite se slik v Mladinah, ko so posneli kombije, ko vozijo, pa da bi vsaj razrezali, da bi danes lahko sestavljali. Oni so to poličevo ali papirnico, to je nemogoče, ne, to je zdaj papirna kaša, ki je šla v proizvodno, ne, tega ni več. V vzhodni Nemčiji so 30 000 vreč danes sestavljali skupaj, ker so jih razrezali v zadnjih dneh pred padcem oziroma ob padcu Berlinske zidu. Mene to najbolj moti, da nihče ni odgovarjal za to, da je bila večina, ker je to kaznivo dejanje, uničevanje arhivov, ne, je kaznivo dejanje in to je nepovratni dogodek. Ko arhiv je enkrat uničen, se ga ne da več postaviti. Ne, če je bil, ko je bil in ve se, kdaj je bil uničen, ve se, kdo je dal nalogo, ve se, kdo je bil odgovoren, ve se, kdo je bil poblaščen in tako naprej in nihče ni tega sprožil v samostojni Sloveniji, tega, da se to razišče in da se to sankcionira. Eno vprašanje. Koliko je pa dvalo v Beogradu, smo dol isto poklicali? Ne, v Beogradu pa je, zdaj seveda to težko reči, ker tudi arhivi beogradski so zaprti, ampak jaz verjamem, da je vojaški arhiv Kosa, da je nedotaknen, ker je tam v Beogradu imaš neko kontinuiteto z jugoslovansko vojsko in naprej srbsko vojsko in tudi verjetno Zvezni arhiv Udbe ni bil uničen in v Zvezni arhiv Udbe pa Slovenija pošiljala ogromno materijalov, tako da bi tam ogromno stvari, ki so bile uničene v Sloveniji, lahko verjetno dobili duplikatu, ne, v srpskem, oziroma seveda zdaj v srpskem arhivu. In Slovenija bi mogla v tej fazi približevanja Srbije v Evropi zahtevati, da se ta del arhiva skenira, reproducira in se ga da Sloveniji, slovenskemu arhivu v uporabo. Mene zanima, če je Pahorja Borisa tudi Udba nadzirala ali kaj podobnega. Boris Pahor je bil pod operativno obdelavo imenovano Jambor in so ga sledili in tajne preiskave delali tudi v Trstu. In ko je on delal intervju s Kozbekom, so ukradli iz stavnice, takrat so še delali na stavnico, so ukradli krtačne odtise in so jih poslali, in so bili krtačni odtisi v Ljubljani takoj, isti dan, ne, in je Udba že lahko poročala točno, natančno, kaj bo pisala v novi izdaji Zaliva in so takrat še enkrat pritisnili na Kozbeka, da bi prepovedal objavo tega v Pahorjem Zalivu. Namreč nekaj treba vedeti, Kozbek ni prvi, ki je govoril o vojnih pogojih. Emigracija o tem napisala knjige, emigrantski časopis o tem pisali, ampak nihče živeč v Sloveniji ni mogel
prvič ni mogel v Sloveniji tega nikjer povedati ali objaviti, zato je Kozak mogel objaviti to v Trstu, ampak živel je po Sloveniji. Zato je to pogumno dejanje bilo, veste. Ne? Takrat, leta 1975, objaviti v tujini, oziroma v zamejstvu, ampak to je bila Italija, ne? Drugače ne mogo objaviti, če ne bila Italija, ki to preprečila, če je bila to pod ingerenco Udbe, ne pa nas režima, žive je pa v Sloveniji. Ne? To je pa prvi primer, da je nekdo, ki je bil tako visoko v Srednji fronti, o tem spregovoril, ne? In ki je bil v koaliciji s komunisti, ne? Do leta 52 praktično, ne? Je bil podpredsednik skupščine, podpredsednik OF-a, ne? Do leta 52, do straha in poguma, ker je prišlo do razkola s KD-jem.